Naslednji referat je pripravil kolega dr. Bojan Godešo z Inštituta za novejšo zgodovino. Lep pozdrav vsem, hvala organizatorjem za povabilo. Naslov mojega predavanja pa bo Od naroda obsojenega na smrt do genocidnega naroda. Sodobni trendi v gledanju na drugo svetovno vojno doma in v svetu. Sam pojem narod obsojen na smrt je vsaj od obsežnega opusa pokojnega dr. Toneta Ferenca, pa tudi Milana Ževarta, pa tudi nadaljnih študij različnih avtorjev, so tudi avtorji in kolegi med nami, ki se še s temi stvarmi ukvarjamo, skratka pa tudi ta publika, mislim, da je taka, da ji o teh dejstvih kot takih ni treba posebej govoriti. Pa vendar bi za začetek povedal, usoda namenjena Slovencem v okviru nacistične politike, ki, navajam, služi enemu samemu glavnemu namenu, slovenski narod je treba izbrisati s površja zemlje. Konec citata. Ugotovitev v besedilu Tragedija slovenskega naroda je bila zapisana že 18. maja 1941. A je takšna usoda Slovencev postala že med drugo svetovno vojno znana tudi v mednarodnih krogih. To je relativno manj znano dejstvo. Najbolj prepričljivo jo potrjuje študija poljskega pravnika in lingvista judovskega rodu Rafaela Lemkina, ki je skoval izraz genocid z utemeljitvijo, ki je dobila tudi potrditev v konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločinov genocida v Združenih narodih leta 1948, kot opredelitev posebne oblike zločinov, ki sodijo v kategorijo zločinov proti človečnosti. Namreč Lemkin je že leta 1944 v izdani študiji Axis Rule in Occupied Europe ugotovil, da nacistična politika, ki odstopa od delovanja, ki ga je moč obravnavati v okviru obstoječe mednarodno-pravne Haških konvencij, ter zanjo menil, da imajo nacisti genocidne namene, v to novo kategorijo žrtev uvrstil 4 nacije, kjer je Slovence postavil v bok z usodo Judov, Poljakov in Rusov. Pogled, ki se je sčasoma izoblikoval v državi, ki je zrasla na ruševinah nacističnega rajha in šla po vojni skozi več različnih stopenj denacifikacije in popolne družbene preobrazbe, je predstavil predsednik Richard von Weizsäcker leta 1985. V govoru, ki velja za prelomnega v nemškem videnju vojne, je poudaril, da predstavlja zavezniška zmaga 8. maja 1945, sicer najnižjo točko za nemški narod, toda hkrati predstavlja zanje tudi dan osvoboditve od človeštva nevrednega sistema nacističnega gospodstva. Takšna načelna opredelitev v nemški družbi še danes prevladujoča. V govoru je Weizsäcker omenil med žrtvami, katerim se poklanja, na prvem mestu 6 milijonov Judov, nato pa poklon vsem narodom, ki so bili z vojno prizadeti, predvsem številni državljani Sovjetske zveze in Poljske. Slovenci kot narod med žrtvami sicer niso bili posebej omenjeni, so se pa lahko prepoznali v naslednjih kategorijah žrtev. Duševni bolniki, talci, žrtve odporniških gibanj v zasedenih državah, prisilni delavci, izgnanci, stradanje. 30 let kasneje, 8. maja 1915, ob 70-letnici konca vojne v Evropi, je v Bundestagu spregovoril zgodovinar Heinrich August Winkler, ki je ponovil temeljne misli Weizsäckerja izpred 30 let, a istočasno še bolj v središče postavil holokavst, mimogrede leta 1985 ta kategorija še ni bila tako uveljavljena, da bi jo v govoru Weizsäcker omenil, ter v sklepu bolj mimogrede omenil še nekatere druge žrtve nacizma, kot so Romi in Sinti, homoseksualci, prisilni delavci. V tem prikazu nacističnega terorja se lahko Slovenci identificirajo zgolj še kot prisilni delavci, in pa slovensko ozemlje pač s holokavstom, kjer je bil zlasti prisoten v Prekmurju. Podlaga za takšno novo selekcioniranje žrtev oziroma za njihovo izločitev iz seznama žrtev nacizma je prevladujoče ozračje v nemški družbi po padcu Berlinskega zidu in združitvi Nemčije, kateremu je pomembno prispeval tudi omenjeni ugledni nemški zgodovinar, z obsežno monografijo, ki je šla v 2 zvezkih, Lange Weg nach Westen, Deutsche Geschichte von Dritten Reich bis zum
Wiedervereinigung. V njej je v epskem slogu predstavil nemško zgodovino ter razvil tezo, kako se je nemška družba po zaslugi uspešno upravljene povojne denacifikacije otresla zgodovinske stigme posebne poti, katere vrh je predstavljala Hitlerjeva nacistična diktatura, ki jo je zgodovinsko ločevala od Zahoda, sinonima za demokracijo, ter je po združitvi Nemčije končno postala enakopraven in polnopraven član zahodne civilizacije in demokracije. Poanta takšnega rezoniranja je bila, da je sodobna nemška družba dekontaminirana nacističnih recidivov, tako trdno usidrana v demokratične procese, da nemška država ni več dolžna nositi zgodovinskega bremena nacizma, edina izjema je holokaust kot trajen spomin in pomin na zločinski nacistični režim. V skladu s takšno percepcijo se nekateri okrogi Nemčiji v odzivih na aktualne sodobne razmere v svetu celo postavljajo vlogo zgodovinskih arbitrov tudi v vprašanjih, ki zadevajo holokaust. Vse te spremembe v zadnjih desetletjih so privedle tudi znatno drugačnega pogleda na vlogo in položaj Slovencev med drugo svetovno vojno. Tako se je po vzpostavitvi interpretativnega pluralizma v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja v slovenski družbi odprla razprava o nerazčiščeni preteklosti, ki pa ni prinesla poenotenja glede značaja in pomena ter ocene in vloge posameznih akterjev v času druge svetovne vojne. Različni pogledi med seboj pogosto izključujoče teze so se izkristalizirale v dilemo, kdo na Slovenskem se sploh lahko prišteva med zgodovinske zmagovalce. Tudi v soseščini, kjer je Slovenija obkrožena z državami, ki so naslednice držav, ki so zagrešile agresijo na Jugoslavijo, so se uveljavile revizionistične teze v gledanju na drugo svetovno vojno. Tako so deli javnosti v sosednjih državah znatno spremenili optiko glede vrednotenja tedanjih dogodkov in je v spredje stopilo dogajanje ob koncu vojne, ki so ga pri zahodnih sosedih izbrali tudi za državni praznik, kot dan spomina na žrtve Fojpim Exodusa. Na severu, kjer še danes ni povsem razčiščena dilema, ali so bili njeni prebivalci prve žrtve nacizma, ali pa jih gre obravnavati kot najbolj zagrizene privržence nacizma, se v delu strokovne javnosti za povojni izgon nemške manjšine izjavil izraz Völkermord, to se pravi genocid. Takšni trendi so v zadnjem času le še dramatično stopnjujejo, kot je naprimer, to se pravi tudi na globalni ravni, kot je naprimer moč razbrati iz sporočila predstavnika aktualne ameriške administracije Združenih držav na Münchenski varnostni konferenci februarja tega leta, to je bilo ko je tik pred nemškimi volitvami izrazil javno podporo Alternative für Deutschland. Samo trenutek. Ob upoštevanju takih poročil bi brez težav prišlo do takšnih razmer v Evropi in svetu, kjer bi v delu objavljena satira izpod peresa Borisa Šuligoja z naslovom Kako je Slovenija napadla Nemčijo, Italijo in Japonsko hkrati, brez težav postala nova realnost v okviru obstoječega prevladujočega interpretivnega historičnega diskursa. Mimogrede, to, kar konec druge svetovne vojne, je to predvsem evropocentričen pogled, namreč druga svetovna vojna, kot vemo, na Pacifiku je še trajala tudi z dramatičnimi vložki, kot je padec 2 atomskih bomb in šele 2. septembra 1945 je zares konec druge svetovne vojne, kot svetovne vojne. Ne. To je treba vendarle še izpostaviti. Zdaj bi pa samo še se znova navezal na Nemčijo pa ameriško administracijo. Ne. Namreč pred nekaj dnevi je ob sporočilu, ko je Nemška agencija za zaščito demokratičnosti nemške družbe, je objavila, da obstajajo zadostni dokazi, da je Alternative für Deutschland opredeljena kot desna ekstremistična organizacija, ki predstavlja grožnjo nemški demokratični ureditvi, so se znova ostro odzvali v administraciji Združenih držav. Preko socialnih omrežij je bilo objavljeno,
da je Zahod skupaj porušil berlinski zid in ponovno so ga zgradili ne Sovjeti ali Rusi, ampak nemški aktualni establishment. S čimer je na nek način zadev jedro, ki je iskati vzrok aktualnih težav z demokracijo, s katero se sooča sodobna zahodna družba. Za dramatično stanje demokracije je ključen prelom ob padcu berlinskega zidu z opustitvijo antifašističnega konsenza ter s historično revizijo, ki je imela za cilj rehabilitacijo zgodovinskih fenomenov, ki so se po veliki gospodarski krizi, ki je izbruhnila leta 1929, ideološko profilirali v desno, antidemokratično, avtoritarno in totalitarno smer, ter sodelovali v Hitlerjevem nacističnem projektu v času druge svetovne vojne. Družbena revitalizacija zgodovinskih fenomenov, ki je sicer bila leta 1945 odstranjena na smetišče zgodovine, je predstavljala v računu s komunistično dediščino po letu 1989 navdih in zgled za vizijo pri oblikovanju postkomunistične družbe. V tem kontekstu velja, da to se nekako gre za koncept totalitarne paradigme kot modela interpretacije pogleda na preteklo zlasti 20. stoletje, ki pa ima z resolucijo Evropskega parlamenta in iz leta 2009 in z drugimi še ukrepi, med katerimi štejemo že eno leto prej je bil 23.8.39, ko je bil podpisan sporazum med Sovjetsko zvezo in nacistično Nemčijo, razglašen kot dan za obeleževanje spomina žrtve totalitarnih režimov. Potem malo kasneje za to resolucijo je sicer manj znano, gre za primer Kononov, ko je sodišče retrogradno obsodilo nekatere dogodke na ozemlju Sovjetske zveze, ko je neke partizanske enote pač delovale in so jih obsodile retrogradno, češ da gre za zločine, ki jih je treba kaznovati. Skratka, retrogradno so celotno rezistenco antifašistično kriminalizirali. Skratka, in to predstavlja dominanten prevladujoč pogled v okviru Evropske unije. Zdaj, skratka, mislimo, da vsi ti temeljni vzroki današnjega stanja izhajajo prav iz leta 1989, ko je bil ta antifašistična zaveza diskreditirana kot stvar komunizma, antikomunistična pa je bila prepoznana kot enakovredna demokraciji. To jaz mislim, da je ta zamenjava ključna za stanje v sodobnem svetu, seveda predvsem v Evropi. Gre za izgubo vrednostne orientacije, kot je Božo zelo lepo povedal. In skratka, in vodi nas na mesto v vizijo, ki bi nas zares v 21. stoletje pripeljala, mislim, ne časovno, ampak miselno, ampak je obrnjena v mentalna obzorja, ki so prevladovala v 30 letih prejšnjega stoletja z vsemi izzivi, kjer pa je bil glavna tarča ravno demokracija. Hvala lepa. Kolega Godešo, najlepša hvala.